Priznam, da sem do nedavnega še sam mislil, da Continental pač dela gume, ampak zdaj sem bolj pameten in vem, da delajo tudi zavorne sisteme, elektroniko, karoserijske, pogonske komponente, tahografe in še marsikaj drugega. Velik del stvari za naše avtomobile torej, ampak vsi najprej opazimo gume. Evo, nekaj podatkov. Continental je 4. največja tovarna pnevmatik na svetu. Podružnice imajo praktično po celotnem svetu, zaposlujejo okrog 200 000 ljudi, obstajajo pa že več kot 140 let. Leta 1871 so registrirali firmo v Hanovru in začeli z izdelki iz mehke gume ter kolesi za kočije. Avtomobilskih pnevmatik pa so se lotili leta 1898. Torej so imeli kar nekaj časa, da so izpolnili recept za dve gumi, ki jih predstavljajo tokrat. Prva je Premium Contact 6 in druga 4x4 Cross Contact ATR. Prve so čisto frišne, druge pa so dobile nov profil. Prvi test vključuje njihovo najnovejšo pnevmatiko Premium Contact 6. V bistvu ta guma nagovarja tudi najširši krog kupcev oziroma vozil. Pravijo, da so z njo dejansko uspeli združiti dva povsem različna svetova. Športnost in pa udobje, v primerjavi s predhodnico pa naj bi bila boljša na čisto vseh področjih. Mene osebno najbolj prepriča kar 15% boljša ekonomičnost. No, za stranski produkt pa še 10% manj hrupa, tako zunaj kot znotraj. Rob gume so povzeli po tehnološko bolj naprednem Sport Contact 6, ki je dejansko njihova najbolj športna guma, in mu dodali še asimetrično geometrijo profila. Tako so tile prečni bloki robov dolgi, pa še podpirajo se med seboj, zato naj bi bilo v zavojih več oprijema. Ampak besede so poceni, vse te stvari je treba preizkusiti v praksi in danes jih bomo lahko. Tukaj imamo dva identična avtomobila, temno siv stoji na novih gumah Premium Contact 6, svetlo siv pa na kitajskih, cenejših. Najprej ta. Ok, za začetek sem v svetlo-srebrnem Mercedesu, ki ima manj kakovostne gume kitajskega porekla in dejansko se na tejle zelo mokri in spolski površini hiter vidi, kako se oprijem zgubi. Zato me preseneča, da me temno siv Mercedes z lahkoto lovi ta moment. Ok, pa preizkusimo še Premium Contact 6. Zdaj sem v drugem avtomobilu na enaki mokri površini in v bistvu ste mislili, da naklada imam po 50 metrih, mi je jasno, da je tukaj oprijema bistveno več. Sredi zavoja nos lepo grize v ovinek, potem pa ob samem izhodu tudi zadek, kaj dosti ne zdrsne. Sploh lahko povem, da glede na to, da tole ni najbolj športna guma v Continentalovi ponudbi, se mi zdi zelo pomembno, da ves čas med vožnjo daje zelo veliko povratnih informacij in da je občutek na volanu dober. Preizkus številka 2. Še vedno Premium Contact in moj stari znanec Pagi. Zdaj se peljem v takšnem, ki ima 4 nove gume Premium Contact in zelo drsi, ampak lepo držijo. In to Pagi, ki nima ne ABS-a, ne sistema ESP, čista uživancija. Evo, še Pagi številka 2, zdaj imam spredaj še vedno dve novi Premium Contact gumi, zadaj pa dve, ki sta že zelo izmučeni, samo še 1,6 mm profila imata. Ampak vsem lepo drži in to celo v Pagiju, ki nima ABS-a, sistema ESP, je čist previsok za karkoli pametnega po cesti početi. Se zelo lepo pelje. Še beseda o gumah 4x4 Cross Contact ATR, ker preizkusili jih vseeno ne bomo. Kot pove že ime, samo so namenjene SUV-jem, zato so izdelane iz bolj robustne in bolj trde gume. Njihov profil pa je oblikovan tako, da kamenčki čim prej padejo ven. Ampak baje ponujajo tudi veliko kilometrino, če se seveda vozite veliko po navadni cesti. In še nekaj zanimivo, zvok blokirajo s temi majhnimi urezninami med bloki robov. Za asfalt in teren torej. Ta je kar terenski. Zdaj vidite, a ne, koliko enih finez gre v proizvodnjo pnevmatik. Niso samo en kos gume, ki je po naključju v krogu.
Edino pravilno, ker v praksi so ponavadi edina stvar, ki nas obdrži na cesti.